Življenje išče pot. Dober dan. Konec maja je na Brdu pri Kranju potekal forum z naslovom Bivanjska problematika mladih in starejših – ključ do rešitev. Zbrani strokovnjaki so podali možne rešitve za stanovanjske izzive, s katerimi se soočata tako mlajša kot starejša generacija. V panelu z naslovom Dostojno bivanje v starosti, skupaj je lažje biti sam, je sodelovala tudi Alenka Ogrin iz Inštituta Antona Trstenjaka, kjer se posvečajo kakovostnemu staranju in medgeneracijskemu sobivanju. Vabljeni k poslušanju njenega razmišljanja. Se pravi, značilnosti bivanja starejših pri nas. Skoraj 90% starejših živijo v lastnih nepremičninah. Se pravi, na prvi pogled bi rekli, zakaj pa potem sploh se pogovarjamo o tem, da je to problem, a ne? Se pravi, drugi pogled, že malo bolj podroben pogled, pa že pove, da večina teh nepremičnin ni primerna za bivanje, ali so predimenzionirane hiše, kot smo prej rekli, ne, 65% starejših živi v lastnih hišah, enodružinskih, ali pa recimo v stanovanjih v 4. nadstropju brez dvigala, ali pa sploh so neprimerne za bivanje, za varno bivanje v starosti. Zdaj, zakaj je tako? To je pač zgodovinski razlogi, tradicija, generacije po vojne so živele v drugačnih razmerah. Takrat se je, ne bom rekla, da se je lahko prišlo do stanovanja, bilo je težko, z odrekanjem, žulji, samograditeljstvo, ampak bili so pa pogoji ugodni, bili so krediti in ugodni in se je dal tudi manj premožnim ljudem priti do lastnega stanovanja ali hiše. Potem se je v 90-ih zgodila še ta Jazbinška razprodaja družbenih stanovanj, kjer so lahko še še 1000 ostali so lahko prišli do svojih lastniških stanovanj. Zdaj pa je ta lastnina mnogim postala breme. Veliko starejših so premoženjsko, so revni recimo, stanovanjsko se pravi, premoženjsko so revni, ja, stanovanjsko so pa bogati, a ne. Tako da v bistvu nimajo sredstev oziroma mi primanjkuje sredstev za vzdrževanje stanovanj, za plačevanje tekočih stroškov in tako dalje. Pri nas značilnost je starejših naših, da so precej nemobilni, stanovanjsko nemobilni, se pravi, raziskava je pokazala, oziroma to je rezultati te mednarodne raziskave SHARE, ki spremlja staranje ne samo po Evropi, tudi v drugih državah, da v Sloveniji starejši živi v stanovanju, v katerem je bil, ko je bil star 55 let, 32 let. Se pravi, se ne preselijo. To je razlog, ki po eni strani to, da je pač ta že pregovorna navezanost na svojo lastno nepremičnino. Po drugi strani pa je tudi vzrok o tem, ker pač ni drugih možnosti, da bi se preselili. Recimo na Švedskem starejši, ko se upokojijo, približno v 2 letih se večina preseli v manjše stanovanje, v prilagojeno stanovanje za bivanje. Mi dostikrat razlagamo, ko se starejši, ne vem, ko se zgodi neka prelomnica v življenju, ali ko otroci odidejo od doma, ali ko je upokojitev, da bi se mogli ozreti okoli sebe in reči, da se bom lahko v tej nepremičnini staral 10, 20, 30 let. A je prilagojena za varno bivanje, a lahko pridem do svojega stanovanja, tudi potem, ko bom mogoče, ne vem, manj mobilen. In takrat bi bilo čas za neko odločitev, za neko spremembo. Naša teza je, da če bomo ponudili tudi več drugih možnosti, se pravi oblik sobivanja, skupnostnih oblik bivanja, medgeneracijskega sobivanja, takrat bomo tudi starejšim bodo imeli več možnosti za izbiro in se bodo tudi prej lahko odločili za spremembo in posledično bo na voljo tudi več stanovanj in hiš, recimo za mlade družine, za mlade ljudi. Dokler bomo rekli, pač se imajo nepremičnino, kaj pa še hočejo, a ne, to ne bo dovolj. Sem prej bila zaposlena na Zvezi društev upokojencev in bili smo povabljeni v mednarodni projekt HELPS, kjer se je ukvarjal z izboljšanjem bivanja starejših in bili smo taka fajn ekipa, ki smo najprej razmislili, katerih 2 področij bi se dotaknili
in smo si izbrali izboljšanje, promocija izboljšanja bivanja starejših za varno staranje in pa skupnostne oblike bivanja starejših, ker smo nekako ugotovili, da se pri nas o tem še dosti ne govori, da tega ni, čeprav smo vedeli, da že kakšne neformalne oblike obstajajo, dve prijateljici gresta pač skupaj se starati v eno stanovanje ali eno stanovanje poleg drugega in tako naprej, ampak prav formalno pa tega še ni bilo. Tudi smo začeli malo o tem govoriti, študirati, kaj se na tujini dogaja, šli celo obiskati tako tovrstna sobivanja, skupnostne oblike bivanja na Dunaju, študirali po različni literaturi. No in smo potem tudi, kar se je rezultiralo, to moram povedati, ja, povabili smo po različnih medijah ljudi, starejše, ki bi zanimali tovrstna oblika bivanja, in smo bili kar presenečeni, ker se je javilo, 50-100 ljudi, govorimo o parih letih, ki so dostikrat rekli, mi smo tudi o tem razmišljali, sam nismo vedeli, kako bi se tega lotili, imam prijateljice, ki smo se pogovarjali, v družini smo se pogovarjali, pa tega nismo vedeli, kako bi se lotili. No. Tako da smo potem začeli, to skupina je imela svoje srečanja, pogovarjali smo se, kaj sploh pomeni sobivanje, kaj pomeni, da imaš, kaj si želiš, kaj pričakuješ od take oblike bivanja. No in potem, tukaj imamo na sliki recimo, eno fotografija je od teh srečanj naše skupine za sobivanje, ki moram reči, da še vedno obstaja, še vedno se dobivamo malo manjši ekipi, tudi člani so danes med nami. No, potem pa tukaj zraven je pa zbornik, da je skupaj lažje biti sam, mi je všeč, da se tole, tudi ime tega panela, ne rečem, da to je naša, ampak tako hočem reči, da ste tukaj vzeli. Ker se lepo, mislim, opiše to idejo, zakaj bi človek, kot je v starosti dostikrat ostane sam, ampak skupaj pa mu tako lahko olajša življenje. Kaj pomeni sobivanje? Se pravi, vsak posameznik, stanovalec take oblike ima svoje privatne prostore, zasebne prostore, zdaj je to 15 ali ne vem koliko kvadratov, idealno recimo garsonjera, pa mogoče celo balkon, da lahko ven stopi. Potem pa so uporabi prostori za skupno uporabo. Se pravi, velika kuhinja, mogoče več kuhalnih površin, dnevna soba, TV kotiček, terasa, predvsem pa te prostori, ki se lahko deliš, pralnica, skladišče in tako naprej, shramba recimo. Za koga pa je tak način sobivanja? Mislim, to ni za vsakogar, to mora biti za ljudi, ki si želijo na tak način obogatiti, izboljšati svojo kvaliteto bivanja. Mislim, da take oblike bodo boljše uspevali, če se bodo ljudje prej spoznali, če se bodo prej zavedali, kaj pomeni. Na ta način pomeni, da se bodo mogoče kakšne stvari mogli odpovedati na račun drugih prednosti. Se pravi, ti boš lahko v svoji sobi, v svojem stanovancu, ampak ko boš podprl vrata, bo pa na drugi strani bodo drugi ljudje, ki mogoče bodo, ne vem, če boš zbolel, če te dolgo ne bo iz sobe, bodo pa šli potrkati, da si v redu. Se pravi, tukaj so prednosti, mogoče dajo tudi kakšne slabosti, predvsem pa je pomembno to, da se s temi ljudmi nekdo ukvarja. Da tukaj ne moreš kar dati ključ pa reči, da imate tukaj stanovanje in se zmenite vi med sabo. V take oblike se lahko pride na dva načina, se pravi od spodaj na zgor, se pravi, da bi, tako skupnostno obliko ponudi kakšen stanovanjski sklad, recimo neka organizacija, ustanova, občinski stanovanjski sklad, republiški stanovanjski sklad, nepremičninski sklad pokojninskega invalidskega zavarovanja. Potem so tudi lahko taka skupnostna bivanja lahko tudi omogočijo domovi za starejše s kakšnimi dislociranimi enotami. Druga oblika, možna oblika pristopa do takih oblik pa je tudi privatna oziroma zasebna pobuda. Tukaj imamo trenutno pri nas edino delujočo, skratka ni edina, zdaj več, ampak je delujoča sobivanska skupina, gospodinjska skupina v Davči, o kateri se tudi v medijih že nekaj govori. Je interes, tudi gospod Kerber je rekel, da raziskave in tudi mislim, da gospod Rink bo povedal, ljudje se zanimajo, vsi smo navezani na svoje stanovanje, ampak ko pa si želimo, ko pa se približujemo starosti, pa
pa si želimo tudi družbe, tudi neke solidarnosti in tudi neke sobivanja v smislu, da, kot sem rekla, izboljšanje kvalitete življenja. Poslušali ste Alenko Ogrin iz Inštituta Antona Trstenjaka, kjer pravijo, da je takšen način sobivanja namenjen tistim, ki si želijo obogatiti svoje življenje, kar pa pomeni, da si bodo morali tudi čemu odpovedati. Pomembno pa je po njenih besedah tudi, da se s temi ljudmi v takšnih stanovanjih nekdo ukvarja. Do takšnih enot bi lahko prišlo od zgoraj, strani institucij ali pa tudi strani zasebnih pobud. Pri nas je ena takšna stanovanjska enota v Davči. Da sklenem današnji prispevek, časi so se spremenili in zato je potrebno že takrat, ko smo še sposobni skrbeti zase, razmisliti o tem, kje in kako želimo preživeti starost. Prispevek sem za vas pripravila sestra Meta Potočnik. Nasvidenje. Življenje išče pot.